Če ste se v zadnjih 45 letih, odkar je bil zgrajen prvi odsek avtoceste, peljali po slovenski avtocesti, in verjamem, da ste se potem zagotovo naleteli tudi na kakšno delovno zaporo. Je malo nelagodno v teh zožanih pasovih voziti z stranskim ogledalom ob stranskem ogledalom drugega vozila in nelagodnost moramo včasih prenesti tudi na tiste, ki so v sami delovni zapori. Zame je bil čist normalen dan, kot vsak delovni. Na odstavni pas smo morali pokositi določeno zadevo. Mi smo se ustavili na odstavnem pasu, smo postavljali zaporo, vse uradno kot mora biti. Moji sodelavci bo zadaj za odbojno ograjo, jaz sem bil pa na vozilu. In smo razkladali določeno vozilo dol iz tega tovornjaka. V tistem trenutku je samo počlo. In potem sem se zbudil po 3 tednih gor v Ljubljani v kliničnem centru. Pri 31 letih, da se moraš na novo učiti govoriti, pa določene stvari delati, ko so bili ti prej samoumevne, pa jih moraš še enkrat se začeti, ni lih prijetno. Da te nesreče, kot je bila vaša, so kar pogoste, ne? Jaz vam lahko povem, za ta odsek, kamor zdaj tle stojimo, naši delavci na dan pobirajo do 20 ogledal od avto. Kaj bi položili na srce tistim, ki vsak dan uporabljajo avtoceste? Ta prvo, kar je, ne bodo strpni vozniki. In če je že omejitev hitrosti, ne zastojno omejitev hitrosti. Nekaj se je zgodilo. Pa ne, kdaj, kadar se peljejo skozi zaporo, ne pomislijo na tiste, ko so delavci v zapori. Ne si predstavljajo, mi smo hodili na eno izobraževanje, pa nas so pokazali, kaj se zgodi z delavcem, če ga zadne ogledalo od avta pri 60 km/h in pri 90 in pri 110 km/h. Pri 60 boš imel fajn udarc. Pri 90 km/h boš imel že zlome, močne zlome, če to udari v roko ogledalo. Pri 110 jo ni več. Se veste, pridejo pa izgovori, ja, pa jaz nisem videl, pa nisem jaz zahteval. Če bi šel 60 km/h, se bi tudi ustavil. Ne bodo strpni vozniki.